Pričujoči predlog zakona ponuja dan športa, torej dan, ki ga vsak državljan posveti športu in rekreaciji, a mu zato ne zagotavlja osnovnega pogoja, torej dovolj prostega časa. Novega praznika namreč ne razume kot dela prostega dne. Predlagatelji v zakonu svojo namero utemeljijo z, parafraziram, izpad dela je nesprejemljiv, povečanje obveznosti za delodajalce je nesprejemljivo, zmanjšanje konkurenčnosti je nesprejemljivo. V kapitalizmu si je težko zamisliti dela prost dan, še redke priložnosti za mehčanje njegovih okov pa naj bi delavec izkoristil le delno. Mogoče popoldan, ko je že utrujen od dela, ali pa kar na samem delovnem mestu, seveda, tudi tam v skladu z jasnimi direktivami delodajalca. Kaj drugega je nezamisljivo. Dan športa mora biti dela prost dan, kar v poslanski skupini Levica tudi predlagamo z dopolnilom k pričujočem zakonu. Dan športa, ki bi bil po vzoru kulturnega praznika ali verskih praznikov hkrati dela prost dan, takrat šele bi lahko dosegel cilje, ki jih predlagatelj navaja. Šele dela prost dan športa bi dejansko omogočil množično športno udejstvovanje oziroma sodelovanje v športnih prireditvah in drugih aktivnostih. Šele dela prost dan športa bi delavskim družinam omogočal, da bi v znamenju športa preživeli svoj skupen prosti čas, se družili, pozabili na skrbi in imeli od življenja kaj več kot službo, položnice in obveznosti. Šele dela prost dan bi delavcem v Sloveniji dejansko omogočil več prostovoljnega športnega in rekreativnega udejstvovanja. Šele dela prost dan bi bil zares dan športa za vse in ne zgolj priložnost, da se politični funkcionarji v prisotnosti športnikov nastavljajo objektivom. Naloga politike je, da ustvarja družbene, gospodarske in socialne pogoje, v katerih bo lahko sleherni posameznik varno užival v sadovih svojega dela, da mu bo le-to omogočalo varnost in okoliščine za udejanjanje lastnih potencialov, ter da bo z bližnjimi lahko živel v blaginji. Dela prost dan športa sledi tej ideji.